Matjaž, kaj je individuacija? Individuacija je postati individuum. Zdaj, kako poteka individuacija, to smo imeli v zadnjem posnetku in to sem obljubil na kratko, na hitro razložiti, je na dva načina. En del individuacije, nastajanje individuuma poteka spontano, samodejno in to je kolektivni vidik individuacije. To pomeni, da mi vsi rastemo po nekih razvojnih fazah, se razvijamo po razvojnih fazah. Freud je ugotovil oralno, analno, edipalno in disociativno fazo in potem vstopimo v puberteto, adolescenco, zgodnjo odraslost, krizo srednjih let in tako naprej. In to je nek širši vidik individuacije. Potem imamo, kako biti res individuum takšen, avtentičen individuum, nekdo, ki je neponovljiv, ampak avtentičen. Torej, ne nek individualizirani narcis, ampak nekdo, ki je avtentičen v svojem življenjskem slogu in v načinu življenja, predvsem pa v nečem, na kar vedno znova pozabimo pri individuaciji in o čemer, na primer, Jung ni toliko govoril, to pa so človekove dejavnosti. In v človekovih dejavnostih je magija individuacije. Torej, kako je ta magija, Zakaj je to magija? Ker v bistvu umetnost življenja je najti take dejavnosti, ki omogočajo individuacijo. Če, na primer, grem jaz igrati nogomet, ne bom imel toliko veselja, kot če grem igrati odbojko. Nekako odbojka je bolj moja in dela moja individuacija. Torej, krepi mojo energijo, me poganja, ohranja me v stiku z mojo bitjo in pravilnim dihanjem, kot bi se izrazil moj prijatelj in kolega Milan Hosta. Ampak seveda to je samo preprost primer, da vsak človek mora najti svoje dejavnosti, ki pomenijo njegovo avtentično, njegov stik, ki pomenijo priložnost za stik z njegovo bitjo. In zdaj, kako najti te dejavnosti, pa je umetnost dela na sebi. Delamo pa na sebi v metodi IPAL z aktivno imaginacijo, delamo z arhetipi, ki jih ugotavljamo na podlagi kozmograma in seveda delamo tudi psihoanalitično. To pomeni, da skušamo razvozlati, kaj nam podobe pomenijo, podobe, ki jih pridobimo bodisi iz sanj ali iz aktivne imaginacije in kako lahko te umestimo v življenje in najdemo, spet bom rekel, primerne, prave dejavnosti za nas kot individuum. Zdaj si lepo opisal način, kako prostovoljno iti na pot individuacije, ampak včasih pa življenje na svoj način poskrbi. Tako je. In to je pa poseben vidik individuacije, o katerem bom govoril prihodnjič. Lepo bodite.